Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Med zelo aktivna društva v občini Idrija zagotovo spada nogometni klub Ledine in v današnjem športnem pogovoru gostimo predsednika tega kluba, Kristjana Brusa. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Kraj Ledine ima približno 120 prebivalcev, kar je za sestavo nogometnih ekip lahko velik problem. Kako vam uspeva, da imate številčno zasedbo igralcev v svojih vrstah? Držija, smo majhen kraj. Je pa tako v bistvu jedro ekipe tvorimo z naših ledinskih otrok in iz naših krajevne. Potem pa smo širili v svoje vrste še na Hore, Hodovi, Črni vrh ter pri dekletah na Cerknem. Tako da smo skupaj nabrali nekako 96 igralcev igralk in s tem pa že lahko sestavimo neke dokaj dobre ekipe. Kako in kdaj pa je sploh prišlo do ustanovitve nogometnega kluba v Ledinah? V bistvu sami začetki segajo nekih 11 let nazaj, ko so takratni, mlajši fantje sami probali dobiti nekega trenerja in so potem z Vinkom Frelihom tudi dobili, da je to štartalo. Kasneje pa to preraslo v preveliko zadevo, smo pa dobre 4 let nazaj uradno tudi registrirali in potem se šli v MNZ in vse te zadeve laufajo kot sedaj. Predvsem ste aktivni pri mlajših kategorijah. Katere kategorije imate in kje vse nastopate? Trenutno v matični MNZ Nova Gorica nastopamo iz selekcij U7, U9, U11 in U13. V NZS pa igramo iz dekleti prvo ligo U15 ter U11 dekleta tudi malo. Omenili ste žensko ekipo, ki nastopa v državnem prvenstvu do 15 let. Lahko poveste kaj več o tem tekmovanju in o tej vaši ekipi? Ja, v bistvu mi smo letos novinci v tem, to je že dokaj velik nivo tekmovanja, sploh po nasprotnicah. To so deklete, ki imajo v selekcijo 40 deklet in trenirajo od 7. leta naprej. Mi smo dokaj novinci, ampak vse upiramo. Je pa vse prilagojeno tem pravilom prve lige, tako da je tudi nemalo težav in tudi potovanje v bistvu so dolga, so Beltinci, so Maribor, Ptuj. Ni to kot MNZ, ki si vezan na Horiško. Kakšni so dosedanji rezultati v tem tekmovanju zadovoljivi za vas? Glede na sam štart so zadovoljivi. Dobili smo na točko od Olimpije v Ljubljani. Je pa nekako smo si že v štartu zadali cilj, da jesenski del se učimo, spomladanski pa presenečamo. Sicer pa vse domače tekme igrate na nogometnem igrišču v Žireh. Kako to? To je dolga zgodba. V bistvu sami do sedaj še nismo imeli primernega prizorišča. Letos tekom korone smo tudi to poširali. Sam klub je poširal, tako da bo od U7 do 13 na spomladanskem delu, čeprav lahko se tekme igral doma v centru Ledin. Da smo šli pa v Žiri, je pa pač samo cena bila važna. Mi smo samo plačniki vseh storitev in smo se zanimali cena Idrija, cena Žiri. Smo prišli dosti bolj ugodno v Žireh, nekako bolj so bili naklonjeni in smo tekme tam uradno prijavili. Obstaja kakšna možnost, da bi se to kaj spremenilo v prihodnje? Definitivno, vedno smo za pogovor. Najbolj čakamo, da dobimo registracijo lastnega igrišča, da bodo tudi domačini videli večkrat te svoje, malo budneže pri delu, tudi že pomožno igrišče smo odkupili svet in ga rihtamo. Tako da težko razen biti prve lige, kaj dekliška, ko mohla biti na večjem ambientu, tisto je pa vse odprto, ni ovir, da ne bi igrali v Idriji. Ravno tako, ker imamo fante oziroma starejše v ligi malega nogometa na travi, se bo turnir, ki ga bomo rihtali, odvijal v Idriji. Sicer tudi nastopate v malonogometnem državnem prvenstvu nogometa na travi v članski prvi ligi. Kdaj je prišlo do odločitve, da se podate tudi v te vode? Nekako mi imamo 2-krat na teden na platu v Ledinah rekreacijo. Tam je od 15 do 20 teh fantov, ki so nekoč igrali nogomet ali pa ko še igrajo zmeri. In glede na to, da ne bo to samo vaška rekreacija, smo dali pobudo, so zahrabili in smo se prijavili, v bistvu igramo vsak ponedeljek Liga Kodeljevo v Ljubljani. Prejšnji ponedeljek je bila prva tekma, pol smo pa še v prvi lig štartamo pa čez 14 dni.
Prej smo govorili o ženski ekipi do 15 let in kar nekaj igralk vašega kluba je tudi že dobilo poziv na reprezentančne priprave, kar je zagotovo lepo potrditev dela v vašem klubu. Sigurno, ja, zdaj v bistvu med zadnji testiranj, kar smo jih imeli, so v bistvu 3 dekleta zdaj standardno enkrat na mesec na Brdu in trenerji jim sledijo in če se bodo dekleta, trudile, kot se zdaj, ni ovire, da ne bi šle na kakšno tekmo reprezentančne ekipe. Sicer pa ste kot nogometni klub Ledine prepoznavni tudi po organizaciji malo nogometnega turnirja v Modri dvorani, katerega prirejate praktično vsako zimo. To drži, ja, mi smo v bistvu, jaz sem zelo navdušen na turniri, zato ka zimski premor, ligaški del, MNZ-ji ne rihtajo praktično nič. In če češ, mi treniramo dobro celo zimo in če češ to preveriti, na kakšni stopni so, moraš iti po turnirjih. Zdaj pa glede na to, koliko turnirjev mi obiščemo, se nam nekako splače tudi vrniti, ker več ali manj vse ekipe se odzovejo in pridejo. To tudi lanski turnir v Modri oziroma letos na spomladi je pokazalo, da je to verjetno eden največjih turnirjev za otroke v Goriškem koncu. Najbrž je pri celotnem pogonu društva veliko prostovoljnega dela. Veliko je prostovoljnega dela, zdaj prostovoljcev je manj. Ampak ne, recimo mi baziramo na resnosti, zagnanosti 10 ljudi. Kakšni pa so cilji za prihodnost? Cilji so nekako ohraniti tempo, kot je do zdaj, kvečem drug let, če iz U15 fantovska ekipa pojačati, glede na število otrok in vsega, kad jih je trenutno v vadbah, ne bo ovire, pa še pri dekletah, če bomo vrzel med 11 in 15 zapolniti, tako da bi probali še drug let, če je U13 uštimati. Omenili ste, da so k vam hodijo na treninge tudi iz Gor, Dol, Godoviča, Črnega Vrha. Vsi trenirajo v Ledinah ali imate tudi po ostalih krajih? V bistvu je tako, da vsak kraj ima 2-krat na teden trening, se pravi v Cerknem, Črnem Vrhu, Godoviču, v Ledinah. Potem pa trenutno imamo tako stajanje, da enkrat na teden združujemo vse ekipe na idrijskem mestnem stadionu. Pač najavljamo za en trening in enkrat na teden se selekcije med sabo dobijo, da malo igrajo, zdaj, ko se nam je liga začela, je to potrebno. Za konec pa še vprašanje glede od pohoda od Ledin pa do morja, katerega sedaj prirejate že kar nekaj let. Od kje je prišla pobuda in pa kakšen je odziv med mladimi nogometaši in nogometašicami za to pot do morja? Pobuda je prišla na občnem zboru našem, ko snemo premehen repertoar govora in ko snemo kaj več povedati, sem rekel pol kot podrazno še, da pa zbiram prijave, kdo je peš na morje drug let. Potem pa so otroci predvsem zagrabili in me začeli, februarja, marca sprašovati, če se res gre, pa daj se gre. Pa smo pač rezervirali vse zadeve potrebne in vsako leto je v bistvu tam nekje do 15 oseb gre. Se pravi, borba za priti v to ekipo, ki lahko gre na ta pohod, je najbrž tudi kar močna. Definitivno mora v bistvu zadnja beseda trenerski kader dati, a je otrok sposoben take razdalje in takih naporov ali ne. Vse po svoje, če hodiš cel dan, se sliši, da je to tako na lahko, tisti, ki so probali, vejo, da ni lih. Kristjan Brus, najlepša hvala za obisk v našem studiu, da bi vam uspelo še čim več takih pohodov in pa seveda čim uspešnejše delo v vašem klubu vam želim. Ja, hvala tudi vam za povabilo. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in pa vabljenje k ogledu prihodnjih prispevkov Studia Idrijskih novic.